glede na to, da trenutno v slovenski politiki poteka seveda oblikovanje možnih koalicij za sestavo nove vlade in priprava koalicijskih sporazumov na različnih straneh. Po drugi strani pa se slovensko gospodarstvo seveda po 3 letih padajočih trendov tako gospodarske uspešnosti kot konkurenčnosti sedaj sooča še z zahtevnimi razmerami na področju energentov. Se nam je zdelo prav, da vam danes predstavimo najpomembnejše, torej prioritetne ukrepe, za katere gospodarstvo pričakuje, da jih bo nova vlada takoj, ko bo seveda sestavljena, izvedla tako v prvih mesecih delovanja, kot nekatere ukrepe na nekoliko bolj sreden rok, torej v roku dobrega leta dni do 2 po nastopu mandata. Glede na to, da smo o protikriznih ukrepih na področju energetike spregovorili že prejšnji teden, pa tudi včeraj še na izjavi za medije, bi se danes seveda osredotočili predvsem na ukrepe vezane na izboljšanje poslovnega okolja in pa konkurenčnosti podjetij v Sloveniji. Kot ste lahko slišali v predvolilnem času, je bilo temu kar nekaj pozornosti namenjene in danes želimo v bistvu predstaviti glas gospodarstva. Najprej bo spregovoril predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimunka, nato pa bosta predloge ukrepov predstavila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal in pa glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček. Z nami je tudi za morebitna podrobnejša vaša vprašanja, predvsem glede ukrepov ali pa razmer na trgih, kar je aktualno, tudi glavni analitik Bojan Ivanc. Tako da, predsednik, izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim. Volitve so za nami. Čas je, da v tej državi začnemo delati skupaj in da presežemo vse delitve, ki to državo žal spremljajo že dalj časa. Naš skupni cilj mora postati dolgoročna dobrobit Slovenije in ljudi, ki tukaj živimo in tukaj delamo. Slovensko gospodarstvo se zadnja 3 leta upočasnjuje. Razlogi za to so povsem jasni. Gospodarska kriza v Evropi, pogojena z nekonsistentnimi in neučinkovitimi politikami Evropske komisije, vojna v Ukrajini, zdaj zadnje čase vojna na Bližnjem vzhodu, carinska vojna, kriza v Nemčiji kot največji gospodarski partnerici Slovenije in vse to seveda so močni razlogi za to upočasnjevanje. Ampak, da ima hudič več mladih, smo pa tudi v zadnjih letih v Sloveniji močno finančno in regulativno obremenili gospodarstvo. No, to smo v Gospodarski zbornici opozarjali že nekaj let. Slovensko gospodarstvo je namreč v zadnjih 3 letih močno padalo, praktično pri vseh ključnih kazalcih rasti družbenega proizvoda, industrijske rasti. Investicije v industriji niti ne sledijo inflaciji, izvoz se je poslabšal, konkurenčnost je slabša, tudi dobičkonosnost v večini panog močno pada. Čas je, da ta trend obrnemo navzgor, zato imamo možnosti, vendar pod pogojem, da bomo znali hitro, učinkovito ukrepati in seveda, da bomo pri tem ukrepanju usklajeni. Zato nimamo časa za odlašanje, še manj je pa denarja na voljo za škodo, vkolikor ne bomo ukrepali. Zato si želimo odgovorne in državotvorne politike in pa seveda tudi čimprejšnje oblikovanje nove vlade. Slovenija potrebuje stabilno in razvojno naravnano vlado z vodji, s politiki, ki iskreno razumejo in tudi se zavedajo vloge in pomena gospodarstva za razvoj celotne družbe. Verjamem, da si v tej državi vsi želimo uspešnega razvoja Slovenije in pa ohranjanja, pa celo izboljšanja ravni sociale, ki jo imamo. Vendar se moramo zavedati, da je to možno izključno samo v močni soodvisnosti z rastjo produktivnosti ali pa nove dodane vrednosti. In zato mora gospodarski razvoj v tem mandatu dobiti osrednjo prioriteto te vlade oziroma nove vlade, ki bo, in pa tudi ukrepi za vzpostavitev predvidljivega, stabilnega in pa konkurenčnega poslovnega okolja morajo postati jedro
koalicijske pogodbe in pa programa vlade. Potrebujemo torej poslovno okolje, kjer se odločitve ne bodo sprejemale čez noč, temveč bodo koraki in ukrepi premišljeni in pa usklajeni z gospodarstvom. Katerakoli že vladna koalicija bo sestavljena, ji predlagamo ukrepanje po 4 stebrih, ki bojo kasneje strani izvršnih direktorjev in pa generalne direktorice razloženi, vendar to so takojšnji ukrepi, ki so bili že pred tednom dni predstavljeni na področju energetike. Dalje kratkoročni ukrepi takoj po sestavi nove vlade, ki bodo najkasneje v 6 mesecih močneje razbremenili gospodarstvo, stroške dela in pa zadržali trend naraščajočih stroškov za gospodarstvo. V prvih 2 letih, da se sprejmejo potrebne reforme, zato ne rabimo 4 leta, niti 2 mandatov, dovolj je, da se v 2 letih premišljeno dejansko sprejmejo reforme in ne kozmetični popravki. In pa seveda to, kar je na dolgi rok najbolj pomembno in pa presega vse možne, bom rekel, okvire enoletnega mandata, to je pa nek nacionalni načrt razvoja Slovenije, za kar smo mi tudi v zbornici pripravili eno dobro osnovo v programu Made in Slovenija 2035, ki je bila predstavljena jeseni lanskega leta. Takšen pristop ukrepanja vlade bi seveda pomenil postopno, vendar odločno izboljšanje poslovnega okolja. Mi smo vsem 7 strankam, parlamentarnim strankam, ki so se uvrstile, poslali naš predlog prioritetnih ukrepov in zdaj pričakujemo od nove vlade, da jih bo v čim večji meri vključila v svojo koalicijsko pogodbo. Ne glede na sestavo vlade, pričakujemo in tudi zahtevamo, konec koncev mi ustvarjamo vse to, da lahko naš sistem in država funkcionira. Takojšen dialog z gospodarstvom in vzpostavitev zaupanja med vsemi 3 socialnimi partnerji, kar pomeni seveda povsem drugačen odnos in pa delo v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Skratka, korekten odnos do vseh članov ekonomskega socialnega sveta in pa seveda vsi pomembni predlogi, ki so za to državo pomembni, še posebej pa z ozirom na predloge in zakone, ki se dotikajo gospodarstva, da se najprej obravnavajo in pa usklajujejo na sejah ekonomsko-socialnega sveta. Hkrati pozivamo bolj vključujočemu in pa pozitivnemu odnosu do slovenskega gospodarstva in tukajšnjih podjetij, za razliko od zadnjih let, ko smo videli, da je en del politike, tudi en del spolitizirane, tako imenovane civilne družbe, pa tudi kakšni izidealizirani mediji marsikdaj stigmatiziral bodisi podjetništvo, podjetnike, kapital, kategorija dobičkov in tako naprej. Za zaključek bi rad povedal, da je močno gospodarstvo tisto, ki pomeni in ohranja več priložnosti za ljudi. Razvoj podjetij namreč prinaša in ohranja nova delovna mesta, višje plače in več možnosti za vsestranski razvoj družbe kot take, regij v tej državi in pa države kot celote. Uspešno gospodarstvo je edino tisto, ki omogoča financiranje vseh javnih storitev. Gospodarska rast omogoča vlaganja v zdravstvo, v izobraževanje, infrastrukturo, skrb za starejše in pa socialno ogrožene. Da ne bom predolg, predam besedo generalni direktorici in kasneje tudi glavnemu izvršnemu direktorju, da podrobneje predstavita ukrepe, ki smo jih posredovali vsem strankam. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Samo par sekund, da mikrofone ustrezno obrnemo. Mogoče damo semlej. Predsednik, hvala. Torej, z kolegom Mitjem bomo sedaj najprej predstavila kratkoročne ukrepe za povečanje konkurenčnosti gospodarstva, za katere planiramo, da bi se morali izvesti med 3 in 6 meseci.
In prvi korak k stabilnemu in konkurenčnemu davčnemu okolju naj povem, da so področje stroškov dela. Po podatkih Eurostata ima Slovenija lani enega največjih povečanj stroškov dela v Evropski uniji. Stroški dela na uro, na delovno uro, v katerem so vključeni tako plače, regresi in tudi ostale nadomestila, so v Sloveniji zrasli za 9,3%, v Evropski uniji pa za 4,1%. In zato so naši trije ukrepi: ukinitev 5. dohodninskega razreda in znižanje stopnje v 4. dohodninskem razredu iz 39 na 36%. Vemo vsi, da s tem povečamo prihodke neto plače, motivacijo zaposlenih in konkurenčnost gospodarstva, domača potrošnja se s tem poveča in posredno v višje so tudi prilivi v državni proračun. Drugi ukrep je postopno znižanje statutarne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, DDPO, na 15% do leta 2030 ter uvedba ničelne stopnje za start-upe v prvih 5 letih po ustanovitvi. Tudi ta ukrep ostane več sredstev v podjetjih za nagrajevanje zaposlenih, za nove investicije in močna spodbuda seveda tudi za start-upe, saj jim omogoča hitrejšo rast, razvoj že v prvih letih poslovanja. In še tretji ukrep na tem področju: ugodnejša dohodninska obravnava napotenih delavcev. Ves čas smo si prizadevali za to, žal nam ni uspelo, kljub obljubam, da po zgledu konkurenčne države, kot je na primer Avstrija, predlagamo v zakonu o dohodnini posebno davčno olajšavo dohodkov. V davčno osnovo so všteta na primer 40% dohodka napotenih delavcev, ki delo začasno opravljajo v tujini, in napoteno delo traja najmanj 1 mesec in s tem seveda je večja konkurenčnost podjetij na tujih trgih. Mitja. Vesna, hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tudi od mene boste najprej slišali nekaj predlogov oziroma pričakovanj za kratkoročne ukrepe. Kot je kolegica gospa Nahtigal že povedala, smo bili v zadnjem obdobju te vlade obremenjeni z dodatnimi davki in prispevki, prav tako pa smo bili tudi obremenjeni z tem, da je bilo na naša pleča preložena odgovornost oziroma strošek nadomestila za absentizem, to pomeni za boleznine. In sicer v tej vladi se je breme absentizma prevalilo na gospodarstvo iz prejšnjih 20 dni na 30 dni. Mi bi tukaj radi vzpostavili prvotno stanje, to pomeni ponovno skrajšanje bremen absentizma za gospodarstvo iz 30 na 20 dni, kar bi razbremenilo podjetja. Razliko pa naj bi ponovno, kot je bila že praksa v preteklosti, šla v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima več možnosti vplivanja na čas trajanja boleznin. Naslednji ukrep je hitrejše zaposlovanje kadrov iz tujine. Predlagamo trajno uvedbo pospešenega postopka zaposlovanja visoko kvalificiranih kadrov iz tujine za poklice, kjer kadrov najbolj primanjkuje. Predlagamo podaljšanje veljavnosti seznamov teh poklicev na najmanj 2 leti. Predlagamo tudi digitalizacijo postopkov in določitev jasnih rokov, do kdaj morajo biti odločanje pristojnih organov zaključeno. Naslednji ukrep je odprava nesorazmernega ukrepa omejevanja pri zaposlovanju tujcev. V Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je predvidena poleg kazni za kršitve na področju delovnega prava, to pomeni kršitev delovnega časa, počitka in odmora, za
kršitelje predvidena tudi prepoved zaposlovanja tujcev. Podjetja nimajo težave, da v primeru kršitev, ki so največkrat nenamerne, plačajo temu primerno sankcijo, povsem nepotrebna oziroma nesorazmerna pa je dodatna kazen v obliki omejevanja zaposlovanja tujcev. To tudi vsebinsko ne gre zraven kršitvam na področju delovnega prava, zato pričakujemo, da bi se ta kršitev odpravila. Potem prehajamo na predlog srednjeročnih ukrepov za povečanje konkurenčnosti. Za nas ukrepi na srednji rok pomenijo ukrepi za obdobje do 2 let novega mandata nove vlade. Tukaj ponovno izpostavljamo, kot že nekajkrat v preteklosti, željo, pričakovanje po razvojni kapici na vse socialne prispevke, in sicer pri 2,5-kratniku povprečne plače, kar znese 6.000 evrov, in sicer do leta 2030. Mi pričakujemo tukaj postopnost, in sicer radi bi, da bi s 1. januarjem v naslednjem letu to kapico postavili pri višini 4-kratnika povprečne plače oziroma pri znesku 9.600 evrov. Dejstvo je, da to vrstno kapico pozna že več kot 2/3 srednjeevropskih držav. Tisti, ki kandidirajo za iste kadre na tem področju, kot jih želi zadržati slovensko gospodarstvo. Dogaja se nam, da nam vsako leto odide približno 5.000 visoko izobraženih mladih, v katere je država vlagala ves čas njihovega izobraževanja, odhajajo nam v tujino. Poleg standardnih trgov, na katere se obračajo po boljšem zaslužku, to sta Avstrija in Nemčija, se v zadnjem času obračajo oziroma odhajajo tudi na delo v bližnjo Hrvaško. Želimo tudi ugodnejšo davčno obravnavo holdinških družb po vzoru Avstrije, Švice in Cipra. Slovenija bi se s tem postavila ob bok konkurenčnim finančnim središčem, spodbudili bi selitev sedežev holdingov v Slovenijo, zmanjšali odliv kapitala v tujino oziroma pritegnili tuje investitorje in s tem zaustavili ravno obraten trend, ki se nam dogaja v zadnjem obdobju, da se ta podjetja iz Slovenije obračajo na druge države, kjer je davčno okolje za njih ugodnejše. Naslednji ukrep, ki ga želimo predstaviti naslednji vladi in želimo, da ga povzame v svojo koalicijsko pogodbo, je ponastavitev oblike uveljavljanja davčnih olajšav za manjše subjekte, to je neke vrste pavšalna obdavčitev. Predlagamo poenostavljeno obliko uveljavljanja davčnih olajšav za manjše subjekte, kot na primer po povprečni vrednosti osnovnih sredstev, kot to velja za vsebinske izključitve dohodka po zakonu o minimalnem davku. Samo malo. Naslednji ukrep je diferencirana stopnja davka od dohodkov pravnih oseb. Želimo si uvesti 2 različni stopnji DDPO-ja, in sicer za mala podjetja do višine 1 milijona evrov letnega prometa, in sicer v višini 10 odstotnih točk, in za večja podjetja s prometom nad 1 milijon evrov na višjem nivoju. Vsekakor pa želimo zmanjšati DDPO iz zdajšnje začasne vrednosti 25% na nižjo vrednost za vsa podjetja.
Toliko za zdaj z moje strani, spet dajem besedo Vesni. Še vedno smo pri srednjeročnih ukrepih, tokrat se pa podajamo na področje pospešitve in poenostavitve izdaje dovoljenj in umeščanja v prostor. Kot vsi dobro veste, smo lani organizirali posvet, kjer smo podobne ukrepe že analizirali in jih tudi predlagali za takrat še vedno zakon o varstvu okolja 3, ki pač potem ni bil na vladi potrjen. Žal te ukrepov niso upoštevali, upam pa, da jih bojo sedaj, saj prinaša veliko poenostavitev. Če začnem s prvim od takih ukrepov, to je uvedba enotnega inštituta, posvetovalne konference. Tukaj predlagamo ukinitev obstoječega dvojnega sistema predhodne informacije in predhodnega postopka ter uvedbo enega, torej posvetovalne konference, kar pomeni, da v enem postopku združujemo tako odločitev o potrebni presoji vplivov na okolje, screening, kot tudi določitev obsega vsebine in metodologije presoje, scoping, in tako bo seveda investitor že na začetku postopka pridobil celovit in zavezujoč nabor zahtev. Bo manj podvajanja, veliko večja pravna predvidljivost in pa seveda hitrejši začetek projektov. Drug tak ukrep je uvedba obvezujočih rokov in omejitev dopolnjevanja vlog. Tukaj predlagamo zelo jasne zakonske določitve obveznih rokov za vse udeležence v postopkih, organe, mnenjedajalce, nosilce urejanja prostora, ter seveda uvedbo sankcij za neupravičeno zavlačevanje ter omejitev ponavljajočih se pozivov po dopolnjevanju vlog po prvem pozivu. Taka poenostavitev postopkov bi za 40% zmanjšala tveganja tudi za izgubo investicij. Tretji tak ukrep, ki ga predlagamo, je uvedba inštituta tihe odobritve, pravna domnevna pozitivne odločitve. Ta inštitut tihe odobritve, po katerem se šteje pravna domneva, da je vloga odobrena, če pristojni organ v predpisanem roku ne odloči. Pospešitev postopkov bi bila vsekakor dobrodošla in mi ocenjujemo za 2 do 6 mesecev, zmanjšanja števila vlog za 20 do 30%, kar bo razbremenilo seveda organe in podjetjem hitreje izdalo investicijske odločitve. Četrti tak ukrep pa še vzpostavitev enotne digitalne platforme, imenovan One Stop Shop, kjer predlagamo vzpostavitev centralne digitalne platforme za oddajo in obravnavo vseh ključnih vlog, tako integralnega gradbenega dovoljenja, okoljevarstvenega soglasja, okoljevarstvenega dovoljenja, ki bi omogočal investitorjem in organom popolnoma elektronsko poslovanje, oddaje dokumentacije, spremljanje statusa, prejemanje obvestil in tudi mnenj. To bi pač vsekakor doprineslo večjo transparentnost, zmanjšanje tudi napak za 50 do 70%, pospešitev postopkov med 30 in 40%, seveda tudi nižje stroške projektov ter učinkovitost investicijskega postopka. Naj tukaj omenim, da so bili to naši predlogi za ZVO3, kot sem vam predhodno omenila, je pa podobno razmišlja pa tudi Evropska komisija, ki je v svojih predlogih sedaj že tudi naslovila zelo podobne ukrepe, torej če ne bojo poslušali nas, bojo pa pač morali prenesti direktive, ki jih bo prinesla Evropska komisija, zato se tukaj nadejamo, da bo hitro realizirano. Mitja? Hvala. Ja, mi moramo tudi pohvaliti, kar je bilo dobrega narejeno v času te vlade, in sicer prav ob izteku te vlade je vlada sprejela zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, kjer je z ukrepi poskušala oziroma omejila obseg absentizma, ki se je v obdobju po COVID krizi močno razrastel. Po tem sprejetju zakona, ki je začel veljati 1.1. letošnjega leta, je tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje sprejel pravilnik, kjer natančneje določa obliko gibanja za različne vrste bolniškega staleža. Mi bi radi to zadevo
še nadgradili, in sicer predlagamo vzpostavitev enotne digitalne platforme za spremljanje bolniškega staleža ter uvedbo spodbud za program promocije zdravja, psihosocialne podpore ter prilagajanja vračanja zaposlenih na delo, vključno za rehabilitacijo na delovnem mestu. S tem želimo dodatno privarčevati približno 5 do 10%, oziroma želimo zmanjšati obseg absentizma za približno 5 do 10%. Vesna. Tretji sklop, ki ga bomo tudi uvrstili med srednjeročne ukrepe, pa je učinkovitejša podpora raziskavam, razvoju in inovacijam. Vemo, da na tem področju vse sloni, zato predlagamo tudi vladi takojšnjo zagotovitev 0,25% BDP integralnih sredstev za inovacijsko dejavnost. Vsi dobro poznate, da je ta vlada, ki je praktično zdaj zaključuje svoje delo, omogočila v znanstveno-raziskovalnem zakonu, da se je fiksiral prispevek za raziskave, razvoj in inovacije, vendar ta inovacijski del ni zapisan, da gre iz integralnih sredstev, lahko se tudi iz kohezijskih sredstev, ne? In ker vemo, da gremo h koncu pri kohezijskih sredstev, je treba zagotoviti, da bo ta odstotek 0,25 res na voljo. Vemo, da tukaj potrebujemo stabilen vir, dostop do financiranja vsem podjetjem v vseh regijah, zato to eksplicitno poudarjamo. Potem prihajamo v obdobje, ko se zaključuje 9-letno uspešno obdobje strateških razvojnih inovacijskih partnerstev, kjer so določene prioritete, kjer imajo gospodarstvo možnost boljšega povezovanja gospodarstva z institucijami znanja. Nenazadnje so to tudi podpora našemu programskemu okviru Made in Slovenija. In tukaj, ker pač smo v Sloveniji ponavadi nagnjeni s tem, da ko se neko obdobje izteče, pa gremo spet na nekaj čisto novega. Tukaj apeliramo, da pogledamo, kaj od teh strateško-razvojnih inovacijskih partnerstv je dobro in kako lahko od tega nadgrajujemo, še izboljšamo in nadaljujemo z dobro prakso, da ne bi spet odkrivali tople vode. Kar pa je najbolj pomembno, je pa vzpostavitev kontinuiranega in predvidljivega sistema financiranja raziskav, razvoja in inovacij, non-gap pristop. Mi vemo, da največ zgubljamo ravno zaradi nekontinuitete, da imamo preveč padcev in da dejansko ne vemo v podjetjih, na kaj lahko se opremo. Zato vlado pozivamo, naj vzpostavi redno in stalno odprte razpise, jasno napoved njihovih objav ter boljšo povezanost med posameznimi fazami razvoja. Mitja. Naslednji sklop je povečanje predvidljivosti in konkurenčnosti stroškov dela. Tukaj bi se v prvi vrsti radi dotaknili ukrepa oziroma negativnega presenečenja, ki ga je bilo gospodarstvo deležno v začetku letošnjega leta ob nesorazmernem dvigu višine minimalne plače. To se je zgodilo zato, ker je vlada najprej z različnimi dodatnimi obremenitvami skozi zakon o dohodnini, obvezni zdravstveni prispevek z prispevkom za dolgotrajno oskrbo močno zmanjšala neto plačo zaposlenim, potem pa je to zadevo kompenzirala z nesorazmernim dvigom minimalne plače. To je podjetjem povzročilo zelo velike težave, ne samo pri likvidnosti, ampak tudi pri razmerjih znotraj podjetja. Ustvarilo je kompresijo in s tem na en način zmanjšalo zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Zdaj mi bi radi na tem področju odprli zakon o minimalni plači. Želimo si, da se vsakršnemu ministru odvzame diskrecijo, da sam določa višino minimalne plače, višino oziroma povečanje minimalne plače bi radi vezali na avtomatični fiksni mehanizem, kot ga poznamo pri drugih socialnih transferjih. To so socialni transferji, pokojnina, nismo se še odločili, to je stvar pogajanj, na kakšen način naj bi se višina minimalne plače
spreminjala oziroma dvigovala. Vsekakor bi podjetja želela poznati ta nov strošek minimalne plače že pred planiranjem oziroma pripravo plana za naslednje leto in ne šele v začetku leta, za katerega so plani že sprejeti. Zato bi radi odločanje o tej višini premaknili na konec septembra oziroma začetek oktobra. To je eno naših velikih pričakovanj na podlagi zelo negativne izkušnje iz tega leta. Naslednji ukrep je ureditev oziroma odprava ali povečanje zgornje meje nadomestila iz obveznih socialnih prispevkov. Vi veste, da je ta vlada omejila višino nadomestila za boleznine na 2,5-kratnik povprečne plače, kar je velika težava predvsem za visoko kvalificirane in s tem tudi bolje plačane zaposlene. Velika težava je to tudi za tujce, predstavnike tujih firm, ki delujejo v Sloveniji. Po sprejemu tega zakona je kar nekaj podjetij preselilo svoje sedeže v tujino. Tukaj bomo prizadevali, da bi se ta višina z 2,5 premaknila najmanj na 4-kratnik, kot velja pri razmerju med pokojninami, oziroma najraje bi bili, da bi se ta zgornja meja omejila, kot je bilo v bližnji preteklosti. Enako bi želeli, da se ta omejitev ukine tudi za pri starševskem dopustu, kajti ta zadeva je destimulativna pri kadru, pri tistih zaposlenih, ki hkrati so se poleg družine odločile za kariero. Naslednji ukrep je pregled in ureditev elementov plače in povračil stroškov z mednarodnimi praksami. V Sloveniji imamo še zmeraj precej elementov plač iz prejšnjega sistema, kar ni nujno slabo, je pa neprimerljivo z plačami v drugih okoljih, predvsem v drugih evropskih državah. Želimo si odpreti zakon o delovnih razmerjih in pregledati tiste elemente plače, pri katerih odstopamo od praks v drugih državah. Ti elementi so, kot vam je znano, status odmora za malico, status različnih obveznih povračil, ki jih druge države ne poznajo in niso všteti v višino plače, ko se naše plače primerjajo s plačami v drugih državah. Naša plača struktura je tudi izredno netransparentna, ljudje se težko znajdejo in težko primerjajo tako znotraj njihovega delovnega okolja, kolektiva, hkrati pa je višina slovenske plače težko primerljiva z plačami v drugih nam konkurenčnih evropskih državah. Zato je večja preglednost in mednarodna primerljivost stroškov dela cilj, ki bi ga radi dosegli v času te vlade. No, pa še zadnja stvar, kar bi želeli bodoči vladi položiti na dušo, je, da se strokovnjaki in gospodarstveniki zelo strinjamo s tem, da se naš poslovni model počasi izpeva. Zato je nujno pripraviti nacionalni načrt razvoja slovenskega gospodarstva, ki bo presegal en mandat. Razmere v svetu se izredno hitro poslabšujejo, se z dneva v dan spreminjajo. Zato pozivamo vlado, da že v prvem letu mandata pristopi k pripravi takega gospodarskega programa, seveda skupaj z gospodarstvom.
Slovenija namreč ima potencial za razvoj podjetij z višjo dodano vrednostjo, zato so potrebne dolgoročne razvojne odločitve tako na področju znanja, tehnologij, inovacij, investicij, razvoju kadrov in tako naprej. Kot veste, je Gospodarska zbornica veliko dela tukaj že opravila, saj je skupaj z preko 90 gospodarstveniki, našimi strokovnimi službami, panožniki pripravila dobro podlago, na kateri lahko gradimo, seveda pa mora vlada v razvojnem načrtu podrobno določiti strateške gospodarske panoge za Slovenijo in začrtati tudi njihov razvoj, te konkretizirati ukrepe po ključnih področjih slovenskega poslovnega okolja, torej davčne politike, energetike, financiranja, inovacij, digitalizacije, kadrov. Program mora seveda imeti tudi proračunsko opredeljenost, opremljen mora biti s KPI-ji in pa seveda z jasnimi odgovornostmi upravljanja in izvajanja v okviru vlade in ministrstev. In na podlagi tega uvedeti tudi letne akcijske načrte za vmesno evalvacijo 2030. Če teh ukrepov ne bomo izvedli, bomo izgubljali investicije, delovna mesta, kadre in pa seveda razvojne priložnosti. Če jih izvedemo, pa lahko Slovenija postane konkurenčna, stabilna, predvidljiva poslovno okolje z več kakovostnimi delovnimi mesti, višjimi plačami in tudi več sredstvi za socialno državo in javne storitve. Mi na Gospodarski zbornici verjamemo v ta drugi del. To je izbira, ki jo ima nova vlada na voljo in upam, da jo sprejme takoj. Hvala lepa vsem tem sogovornikom. Mi smo kar izčrpni z željo, da vam res predstavimo prioritetne ukrepe. Zdaj ste pa na vrsti vi, novinarke in novinarji, ki smo na voljo za vaše vprašanja, morebitne dodatna pojasnila. Mark, izvoli. S koliko optimizma spremljate zdaj sestavljanje nove vlade? Predvsej aktivno, najbolj aktivno se s tem ukvarja aktualni predsednik vlade. Videli smo neka programska izhodišča, se je zdelo dovolj ali premalo. Hkrati vidimo, da stranka, ki se je v kampanji morda najbolj zavzemala odkrito za gospodarstvo in podjetnike, se nekako distancira od vlade, ki bi jo sestavil Robert Golob. Torej, kako spremljate to dogajanje? Ja, nekaj optimizma vseeno je. Videli smo ga v predvolilnih soočenjih, ko je bila gospodarska tematika kar precej prisotna. Žal pa je potem v zadnjem tednu so ti prisluhi zasenčili vse to. To seveda obžalujemo, vendar to, kar sem prej povedal, je en dober znak. Zdaj, mi seveda v zbornici se nikoli ne opredeljujemo do določenih političnih opcij, ne do leve, ne do desne. Iz tega vidika tudi ta trenutek ne moremo reči, ali karkoli preferiramo. Želimo si seveda zelo razvojno naravnane vlade, take, ki bo razumela pomen in vlogo gospodarstva za to, da lahko družba in država kot taka dobro funkcionira, se razvija. Vlade, ki bo prioritetno obravnavala razvojne programe gospodarstva oziroma države kot take in seveda imela hitro ukrepala. Kajti, če ne bo zdaj hitro ukrepala, potem se nam slabo piše. Imeli smo nekaj dobrih in nekaj slabih primerov v zgodovini, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, ko Evropa ob finančni krizi ni pravočasno in hitro ukrepala. Imamo nekaj dobrih primerov hitrega ukrepanja v covidnem času, ko smo se vsi seveda ustrašili vsega tega. Vendar bistvo je, da se bo hitro postavila vlada, da bo upoštevala to, kar gospodarstvo potrebuje hitro razbremenitev finančno in tudi sicer regulativno, zato da bo lahko ohranjala finančno in poslovno kondicijo, da ne bo izgubila naročil, da ne bo začela odpuščanja. Ne vemo, kakšne bodo posledice te zadnje vojne tukaj na Bližnjem vzhodu, kaj to vse pomeni. Energetska kriza se vleče že od leta 2022 dalje. Mi tukaj nismo najbolje reagirali, smo reagirali, vendar premalo. Vidimo, da kriza z električno energijo oziroma z visokimi cenami uničuje evropsko in pa tudi slovensko industrijo.
da je veliko teh kapacitet se preselilo v tujino in ne bi radi, da bi tudi Slovenija doživela še vedno močna, tretja najbolj industrijsko razvita država, da bi doživela podobno usodo. Skratka, da poenostavim, želimo si stabilne vlade, vlado, ki bo hitro ukrepala in ki bo razumela, kaj za državo pomeni gospodarski razvoj, kaj pomenijo vlaganja v inovacije in v raziskave, kaj pomeni, bom rekel, soodvisnost ustvarjanja nove dodane vrednosti z porabo, javno porabo, da je tu neka bom rekel, sorazmernost, ne pa da bo vlada, ki bo samo prerazdeljevala nekaj, kar včasih tudi sploh ni ustvarjeno. Hvala lepa, predsednik. Še kakšno vprašanje? Lahko mogoče samo še na aktualno dogajanje. Včeraj premirje začasno Amerika, Iran. Malce se že pozna, mogoče gospod Ivanstvo, vi predvsem spremljate te kazalnike. Bojan, predstaviva se. Bolj so že reagirale. Pa če menite, da se lahko kaj kmalu tudi na ostalih kazalnikih, ki je poznalo to sveže dogajanje. Če bo hoče, da tole predstavim. Nisi Vesna. Nazadnje sem bil na kanalu A, kjer ste mi dali Maričo Lah pod mojo sliko. Sem pod zanimivo. Pa so mi kolegi poslali, pa smo se vsi malo nasmejali. Nisem bil nič užaljen. Ja, govorimo o situaciji, ki je pač, kot zgleda, so finančni trgi pozitivno presenetili. Rad bi vas samo opozoril na dve stvari. Razliko med finančnimi trgi in pa realnim gospodarstvom. Namreč, morate vedeti, kar se tiče teh tankerjev, ki so prišli že v Evropo, so prišli bolj kot ne brez zamude. Zdaj pa prehajamo dejansko v te dni, ko teh tankerjev verjetno ne bodo prišli po timelineu. Tako da, kot vemo, kaj so naredili evropske države, dale so možnost sprostitve državnih rezerv, s katerimi ne bi ublažile zamude teh tankerjev. Bi pa rad izpostavil tudi to, kaj še tudi kaže zamude teh tankerjev in pa ta kaos, ki je nastal, ki se ne bo še tako hitro razrešil. Namreč, mi, ko govorimo o nafti Brent, pogosto govorimo o tekoči tržni ceni nafte, kar pomeni za takojšnjo dobavo. Medtem ko imamo na področju nabav, je v bistvu bolj primerljiv benchmark dated Brent, kar pomeni za dobavo nafte v 10 do 25 dneh. In te cene, mimogrede, so bile že v preteklih dneh dosti višje od tržne spot cene nafte Brent. Konkretno, če je bila cena nafte Brent, ki je bila okrog $110 na soček, so bile dejansko cene za fizično dobavo nafte okoli $150 za soček. In to nekdo je kupil po tisti ceni in zdaj seveda k sebi to, kako bi rekel, uvaža in seveda bo seveda to vplivalo na neko rast cen, ki bo seveda šla po verigi vrednosti. Zdaj, a je to zdaj je kupila, ne vem, Indija ali Pakistan ali Kitajska, ni toliko povezano, bolj je povezano s tem, kar sem hotel reči, da je bila disrupcija na fizičnem delu dobav tako visoka, da je praktično še nismo trenutno v Evropi začutili in jo zelo verjetno bomo v naslednjem mesecu pa pol dveh. Je pa res vseeno ta situacija, vkolikor bi res prišlo do premirja in pomiritve, pri čemer pri teh 10 točkah, ki jih je Iran nekako izpostavil, bi jaz rekel, vsaj pri 2 točkah bo v bistvu precej težko, da bi ZDA na to pristale, ampak vkolikor bi res prišlo do tega, bi konkretno ta situacija potem ublažila te učinke, bi jaz rekel, šele nekje od 3. četrtletja naprej. Medtem ko v tem 2. četrtletju pa sem skoraj prepričan, da bomo še vedno nekako beležili zapozneli rep te krize, teh 6 tednov, ki so nastali, ki še vedno pomenijo nekako disrupcijo pri dobavah in pa više cene, ki jih je nekdo seveda se dogovoril, da jih bo plačal in jih še ni nekako mogoče ukalkuliral po ceno v verigi vrednosti. Če pa mene vprašate, v kaj verjamem, ne poznam prihodnosti, tudi ta scenarij, ki je, ali bo 14 dni res to premirje trajalo, zelo, zelo težko ocenimo, ampak vseeno smo veseli, hvala Bogu, seveda, da je prišlo do tega, želeli pa seveda da bi prišlo dejansko do premirja in da bi zopet v bistvu te transportni tokovi prišli nekje na stare tokove, ampak spet moramo vedeti, da veliko tankerjev, ladij, ki se je zdaj preusmerilo, seveda bo potrebovalo vsaj mesec, 2 dni, da zopet pride na tiste regularne transportne poti, vkolikor se pride do popolne umiritve situacije, kar je pa tudi, bi jaz rekel, mogoče relativno ambiciozno pričakovanje, ki smo si ga zdaj mogoče ustvarili v zadnjih 12 urah, potem, ko smo nekako slišali izjave se strani predsednika Trumpa in pa konec koncev tudi Irana. Hvala lepa, Bojan.
Erika, morda? Že z gospoda Ivanca najprej, a ste zdaj že izračunali popravek napovedi za gospodarsko rast, pa potem me zanima, pa ne vem točno, kdo bo to lahko pojasnil, za jutrišnjo sejo vlade me potem še zanima, kaj ukrepi pričakujete, že kaj ali še ne? Če bi samo odgovoril na vaše vprašanje glede ocene gospodarske rasti. Jaz sem dejansko se odločil, da bom zamaknil nekako svojo gospodarsko napoved ravno zaradi teh okoliščin, ki so negotove. Zdaj današnje okoliščine seveda ne bodo zdaj bistveno spremenile. Jaz sem mimogrede kar nekako ohranil svojo relativno odpišno napoved še do pred kratkim in sem predvsem korigiral oceno rasti cen. Namreč pri določenih okoliščinah morate vedeti, da je naše gospodarstvo pri določenih elementih odporno. Če pomislimo malo na investicije, te investicije v stroj in opremo so nastale na podlagi naročil podjetij pred letom in imamo zdaj dobave, tako da na tem področju vidim, da nekih korekcij ne bo. Zdaj, tukaj, kar se tiče nove vlade, ne vemo, kakšne bodo prioritete. Mogoče je to tista ključna neznanka, ki bi lahko pomenila, da bi se, ne vem, na področju ukrepov v gospodarstvu ali pa potrošnje države kaj spremenilo. To je mogoče neka neznanka, ampak jaz zelo verjetno, ko bom oblikoval napoved, bom dal neko osnovno napoved, ki bo mogoče zelo verjetno blizu aktualne, to pomeni nad 2% gospodarske rasti, bom dal pa še 2 scenarija, neugoden in pa pozitiven, kjer bom nekako upošteval seveda tudi ta konflikt, kolikor bi trajal nekoliko dlje časa, kot mogoče zdaj trenutno trgi pričakujejo, in pa ugoden scenarij, ki bi dejansko pomenil točno to, kar smo zdaj videli, da bi recimo to primerje trajalo in da bi bila ta disrupcija prisotna samo v drugem četrtletju. In kakšni bodo te scenariji? Bomo v bistvu obvestili vas s posebno novinarsko konferenco, ko bo, bom rekel, napoved dokončno oblikovana. Tako da hvala lepa, Bojan. Za drugo vprašanje pa dajem besedo Vesni. Zdaj seveda pričakujemo to, kar je bilo pretekli teden obljubljeno, ko smo predstavljali naše krizne ukrepe, predvsem z področja vseh 3 energentov. In je bila obljuba ministra Kumra, da bo če ne prejšnji teden v četrtek, pa že ta teden na četrtek, saj en osnutek interventnega zakona, pripravljajo, kot je včeraj minister Han rekel, omnibus zakon, in kjer bi lahko imeli že prve rezultate, je predvsem zakon za pomoč konkurenčnejši ceni električne energije za energetsko intenzivne industrije, kjer je bil zakon sprejet v januarju in čakamo blagoslov, da rečem, Evropske komisije. In tukaj smo jih apelirali, prosili, da pridobijo ta potrditev čim prej. In druga stvar je podaljšanje sheme za zmanjšanje prispevkov za ure, OVE in SPTE. Vse to je v teku in to bi bilo nekaj, kar bi lahko hitro, bom rekla, dobili sklepe. Vsi ostali predlogi pa se pa morajo pripraviti. Vemo pa, da imamo podlago že v pretekli zakonodaji in tudi tukaj ne bi smelo biti tako težek del, ker imamo izkušnje. Ta 2 ukrepa bi pa dejansko, če komisija potrdi, lahko vstopila v veljavo takoj in bi bila kar izdatna pomoč. Podlaga za zakon o spodbuditvi konkurenčnosti in razogljičenju slovenske industrije je seveda zdaj limitirana na porabo, torej 15 gigavatov, potem mora biti podjetje energetsko intenzivno, ampak to je dobra podlaga in tudi vem, da Evropska komisija gre v tej smeri, da morda to zadevo še malo sprosti, da pride čim več podjetij lahko tudi pod ta ukrep. In to si želimo. Zagotovila nimam, vemo pa, da preko tako Eurošombra kot tudi druge države pa želijo, da bi ta ukrep, ki je, bom rekla, najdalj pripravljen, čim hitreje stopil v veljavo. Ja, pa to prejšnjih nismo vas poslušali in bilo večkrat poudarjeno, da se ukrepi pripravljajo na zalogo, tako je fajn, ker imamo čas, da jih pripravimo. Zdaj govorite, da bi stopili takoj v veljavo. Torej, potem smo zdaj. Ja, poglejte, zakon za predvidljivo konkurenčno na ceno električne energije je Evropska komisija oblikovala že v juniju lani. Zakaj? Ker naša kompletna evropska industrija, energetsko intenzivna, kot je povedal tudi predsednik, nima primerljivih konkurenčnih cen, če gledamo, kaj se dogaja v Aziji ali v Ameriki. In za to industrijo so bili ukrepi
predlagani že v lanskem letu. Sam pri nas pač vse to traja, ne, nekaj časa, da smo pripravili. Zdaj se dodatno je dogodila ta kriza, ta vojna v Iranu in zato je ta ukrep v bistvu primeren, da ga sprostimo takoj. A ne? No, jaz bi tle nekaj dodal. Namreč Evropska komisija je lani julija sprejela te smernice predvsem zaradi tega, ker so nekatere države že prej, bom rekel, solo pomagale svoji energetsko intenzivni industriji z dolgoročnimi pogodbami, z izredno ugodnimi pogoji in zdaj je Slovenija na nek način malo samljena v temle iskanju soglasja Evropske komisije, kajti druge države so šle po drugih mehanizmih, seveda dosti neusklajeno v Evropi, ker Evropska komisija pač žal ni pravočasno odreagirala. In zdaj imamo situacijo, da je recimo so naša podjetja vis-a-vis celo nekaterim evropskim državam v podrejenem položaju, kar se tiče cene in pa prispevkov in pa davkov na električno energijo. Obdavčitev z OVE pa SPTE pa to je pa iztekla 31.3. in je prav zdaj zaradi krize, da jo podaljšajo. Ne? Tako da to je to. Tako. Še eno malo vprašanje. Evo še zadnje vprašanje, Erika, se zato smo tukaj, izvoli. Nekatere države članice so pozvale k obdavčitvi teh ekstra profitov naftnih družb. Me zanima, je to primerno tudi za Slovenijo? Imate kako stališče do tega? Ja, tukaj moram povedati, da tudi za ta ukrep, kjer je zakon za spodbujanje konkurenčnosti in razogljičenju, bo financiran iz, bom rekla, proračunov obeh dveh proizvajalcev električne energije. Pri nas ne gre iz proračuna, čeprav uredba CISAF nekako to priporoča, pri nas so se pač na vladi odločili, da bosta oba dva distributerja dala po 15 milijonov na leto, ker je ukrep vreden 30 milijonov za eno leto. Tako da v to smer gre, zdaj pa, če bodo to druge države sprejele, bo gotovo tudi naša morala. Ne? Tako. Hvala lepa vsem skupaj, da ste nas spremljali, da ste prišli danes na novinarsko konferenco. Mogoče sam še informacijo za sporočilem za javnost, boste dobili tudi link na podrobnejšo obrazložitev ukrepov, torej dokument, ki je šel tudi političnih strankah. Če niste ujeli vseh detajlov